Torej, še zadnja poslastica pred odmorom, okrogla miza, ki smo jo naslovili Podnebju prijazna pogostitev na dogodkih kdaj, če ne zdaj. Nekako iz dosedanjih prispevkov smo že slišali sporočilo, da trajnostna smer razvoja ni stvar izbire, ampak nekako nujni pogoj obstoja in da brez sprememb v načinu proizvodnje in potrošnje hrane ne bo šlo. Slišali smo tudi, da so dogodki pomemben komunikacijski kanal in da je Podnebju prijaznejša pogostitev pričakovana strani udeležencev, naročnikov, organizatorjev in drugih ključnih igralcev v industriji dogodkov. Tako da ni več vprašanje ja, ne, mogoče, ampak je v bistvu vprašanje samo še kako in kako hitro lahko. Prepričana sem, da bomo v današnjem pogovoru slišali številne odgovori na ta vprašanja, seveda bo tudi prostor za vaše vprašanja na koncu. Danes imamo za vse te teme zelo relevantne goste in prepričana sem, da bodo tako konkretna, kot so njihova dejanja, tudi konkretni njihovi odgovori. Z nami so Gora Ščat, soustanovitelj Konvente in direktor Toleranca marketinga, Martin Rojnik, ustanovitelj blagovne znamke Graška, Martin Jezeršek, direktor Jezeršek gostinstva in Jorg Zupan, šef in idejni vodja kulinarične zgodbe restauracije Atelje. Lep pozdrav vsem. Pa pojdimo v razpravo. Torej, v uvodnem krogu se bomo najprej posvetili področjem, kjer vi orjete ledino in ki je primer vsaj enega izmed 7 principov Podnebju prijaznejše oskrbe s hrano. In bom začela z vami, gospod Rojnik. Vaše izkušnje so bogate, želja po ustvarjanju zdrave prehrane vas je na začetku poti zanesla v Berlin, delali ste v restauracijah od veganskih do klasičnih, tudi takšnih z Michelinovimi zvezdicami. Po povratku v Slovenijo ste eno sezono delali v hiši Franko, nato pa leta 2014 so ustanovili inštitut Surf, ki je izvedel več kot 300 živilskih in gostinskih dogodkov in izobraževalnih programov. Leta 2018 ste ustanovili podjetje Kuča, ki se je prvo leto uvrstilo na 25. mesto med 50 najboljšimi veganskimi restauracijami v Evropi in razvilo široko paleto rastlinskih izdelkov. In zdaj smo prišli še do leta 2021, ko pa ste lansirali novo blagovno znamko Graška s sedežem na vaši družinski ekološki kmetiji na Graški gori. Torej, vi dajete prednost tistemu vrhovnemu principu od 7 principov Podnebju prijaznejšega prehranjevanja, se pravi hrani rastlinskega izvora. Zakaj ste se tega lotili, kot vi pravite, na znanstven način in kaj to pravzaprav pomeni? In še mogoče pod vprašanje, kaj je bila vaša motivacija, da svojo dejavnost fokusirate na rastlinsko hrano? Lepo pozdravljeni. Zagotovo se je skupaj začelo, po mojem, z odraščanjem na naši ekološki kmetiji na Graški gori na 800 metrov. Tam smo v bistvu imeli dolga leta oziroma več čas tudi do 100 glav drobnice, osle, konje in tako dalje. Tako da izhajam iz tega okolja in sem nekako tudi živel s tem, da smo bili 30 let ena prvih ekoloških kmetij v tisti regiji. In seveda si vzgajan v tem duhu in potem, ko enkrat zapustiš to okolje in greš v Berlin, in vidiš dejansko, kaj pomeni masovna konzumacija hrane in zavržene hrane in načini priprave in odkot prihaja surovine, potem začneš razmišljati, na kak način bi dejansko ta prehranski sistem lahko obrnili na bolje. Tako da to je bilo zagotovo neko izhodišče. Potem pa z vrnitvijo nazaj skozi vse te projekte, ki smo jih delali, smo se nekako približevali jedru, skozi bolj ožali krog, tudi kar se tiče samih dobaviteljev, receptur, vključevanja surovin. Dejansko bolj prideš do spoznanja, da moraš, če želiš oblikovati neko odgovorno prehransko kulturo, sloneti na rastlinski prehrani, polnovredni, bazirani na regionalnih sestavinah. Zdaj noben si ne dela iluzije, da bomo čez noč postali rastlinojeci in tudi mislim, da to ni potrebno, zagotovo pa bi morali mogoče obrniti našo logiko v smeri naših dedkov in babic, ki so v večini jedli kakovostno rastlinsko prehrano in tu in tam pač popestrili svoj jedilnik z mesom. Pač odločiti se bomo mogli, na kak način bomo gospodarili z naravnimi resursi, ki jih imamo, vse več nas je, in ta trend, ki ga trenutno sledimo na globalnem nivoju, definitivno planet tega ne bo zdržal. Zdaj pa, kar se tiče pristopov v samem razvoju hrane, pa dejansko moramo vzorati novo ledino, se pravi izdelki, ki jih ponujamo,
jih praktično na trgu ni. Ogromno se ukvarjamo z fermentacijo, baz mleka v večini stročnic, ker so zelo bogate iz proteinov. Vse kulture, s katerih proizvajamo izdelke, slonijo predvsem na kulturah, ki so prilagojene na klimo, kot so ajda, čičirika, bob, konoplja, in pa zdaj tudi delamo ogromno na medicinskih gobah, iz katerih bomo v bistvu proizvajali naslednjo generacijo izdelkov. Tako da eno je zagotovo sourcing, koliko prepotuje surovina, se pravi ta mreža naših lokalnih in regionalnih dobaviteljev, potem hranilna vrednost izdelka in pa seveda ta alkimija oziroma transformacija hrane v neko višjo vrednost, da ljudje prepoznajo oziroma lahko enačijo po sami po tem izkustvu z tudi ostalimi izdelki, kot so suhomesnati izdelki, siri, fermentirani mlečni izdelki in tako dalje. Super, hvala lepa. Zdaj pa, gospod Zupan, vračam se na vas. Vi ste kuharski mojster s prvo Michelinovo zvezdico v Ljubljani in lastnik in šef restauracije Atelje. Sestavine, ki jih uporabljate, so lokalne in sezonske. Imate pa tudi, kot smo danes že slišali, svoj ekološki vrt z zelenjavo, zelišči in sadjem. To vam jasno omogoča večjo samooskrbo, mogoče kot ena fusnota v Sloveniji stopnja samooskrbe s sadjem le 36% in zelenjavo le 48%, kar je zelo malo. Povejte nam malo več, prosim, o vašem vrtičku, zakaj ste se tega lotili, koliko ste s tem samooskrbo povišali? Lepo pozdravljeni vsi skupaj, lep dober dan. Ja, tako v bistvu se je vse skupaj začel bolj kot ne iz neke želje po malo razširitvi zelenjave, se pravi po razširitvi ponudbe. To, kar smo mi za restauracijo lahko dobili od okoliških kmetov, je v eni točki postalo malo premalo za nas oziroma malo premalo raznolikosti. Tudi moram reči po pogovoru z večino kmetov tukaj v okolici Ljubljane sem bil kar malo razočaran glede na njihovo samo poznavanje raznih, že pri krompirju lahko se takoj ustavimo, pri sortah, ker sem dobil odgovore kot bel, rdeč, za kuhati pa za peč, pa star pa mlad, pa to je to, tam se je pa pol ustavil. Tako da tukaj nekako je v bistvu iz tega je sploh prišla ideja, da bi mi imeli svoj vrt, ker smo se nekje pač v eni točki smo se ustavili in smo vedeli, da ne gre več naprej, ker noben ni bil pripravljen tako malih količin samo za nas proizvajati, in smo rekli, najbolj, da gremo kar sami v to. In potem je bil ta lockdown takrat, se pravi lansko let aprila smo mi to začeli, ker smo bili glih v bistvu zaprti, nismo mogli normalno delati v gostinstvu in je bilo malo več časa. In smo rekli, zdaj je po moje ta prav trenutek, da se tega lotimo, smo najdeli hiter prostor, neko parcelo in še to zelo, zelo blizu samega centra Ljubljane. In tako se je počasi začelo. Lansko let smo bili sicer še malo prepozni, ker smo bili malo pozni v sezoni že, da bi v bistvu lahko izkoristili res cel vrt. Letos pa pričakujemo, da bomo tam nekje 85% samozadostni, predvsem Atelje prv. Nekatera zelenjava bo definitivno predelana tudi v večjih količinah, kakor bi jih lahko porabili v Ateljeju, tako da gre pa pol še na drugo lokacijo v Breg. Lih razvijamo zdaj tudi sistem, kako potem te biološke odpadke, se pravi, tako probamo čim več porabiti, res zelenjavo vso, kar se le da, ampak to je še vseeno, bom rekel, proces učenja tudi za nas, tako da včasih pač nam to tudi ne uspe, bomo pa pol te, se pravi, ostanke vračali nazaj na vrt, v kompost, tako da se ta krog tudi nekako zaključi. Ja, to je to. Mogoče še eno pod vprašanje, marsikdo bi verjetno rekel, ja pa kako se vam da, ali pa verjetno to za vas draže, kako odgovorite na to? Dražje ni, sploh pa zdaj ne več, ker so vse cene vsega dvigalne, tudi pustimo meso, ki je šel za 30% gor in vse ostalo, tudi pri zelenjavi se to že pozna. Mi smo zračunali, da se nam splača. Definitivno je tukaj nek ekonomski vzrok, ker če se ne bi splačali nekako, za nas pol to nima smisla, da to delamo samo iz nekih romantičnih razlogov, da smo pač
trajnostni in kakorkoli. Nam se mora to pač splačati in smo zračunali, da se. Mi smo zaposlili človeka, ki se samim vrtom pač dnevno ukvarja. Cel sistem predelave zelenjave je v bistvu tak, da se več dela z glavo pa manj z rokami, tako da dejansko ne rabimo toliko veliko ljudi. Vrt je velik tam nekaj čez 1200 kvadratov, no, in on praktično sam lahko vse obdeluje. Gre se za sistem brez okopavanja, z namakalnim sistemom, kjer mi imamo srečo, da je tam neki izvir iz Golovca, dobivamo to izvirsko vodo, dokler pač je, ne, če je huda suša, tudi ta izvir presahne, zato imamo pač zbiralnike vode in potem na sončne celice, ker tudi elektrike ni tam, se pravi, dejansko nimamo nobene energije. Smo na sončne celice naredili neko postajo, ki potem poganja to povodno črpalko, tako da je tudi namakalen sistem narejen za cel vrt. Vrt je tudi malo pod naklonom, tako da tudi to nam nekako olajša. Vse skupaj je narejen, tako da je v bistvu čim manj dela z rokami, pa čim več z glavo. No. Super, hvala. Gospod Čat, vi ste prvi obraz Convente, ene najpomembnejših poslovnih borz v Evropi, ki gosti okrog 150 razstavljavcev iz več kot 15 kongresnih destinacij in ste tudi eden izmed vlečnih konjev zelene Convente. Zadali ste si cilj, da boste do leta 2040 ogljični odtis tega vsakoletnega dogodka zmanjšali za 70% in da bo Conventa postala podnebno nevtralna do leta 2035. Torej postavili ste si zelo konkretne cilje po posameznih področjih, mobilnost, energija, pa seveda tudi hrana. Kateri izmed ključnih principov podnebju prijaznejše pogostitve pa vi postavljate v središče vaših prizadevanj in kako težko oziroma lahko je to dosegati? Ja, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zgodba zelene Convente ima dolgo brado, 14 let od samega začetka. Takrat smo se zadeve najprej lotili strokovno in smo zaposlili mlado raziskovalko, ki je ta projekt takrat naredila in napisala doktorat na to temo in smo se ogromno naučili skozi ta proces. In naučili smo se tudi, da kar lahko zmeriš, ne lahko tudi izboljšaš. In nažalost moram povedati, da je ogljični odtis Convente večkrat zmerjen 190 kg CO2 odtisa na udeleženca na dan, ne, kar je katastrofa. Ne. Žal moram to povedati, torej projekt pa traja 3 dni, ne. Tako da že v samem štartu smo ugotovili trenutek resnice, da naš projekt je daleč od bom rekel, trajnostnega, ne. In zato smo v tem smislu, bom rekel, mi ne kričimo, da smo zelen dogodek. Nikjer ne boste videli, da kričimo, Conventa je zelena, mi smo zeleni dogodek, tega nikoli nismo delali. Ker smo dojeli, da je zadeva preveč resna in da je prevelika odgovornost, kar se tega tiče, da sploh kaj tazga lahko javno, bom rekel, promoviramo, ne. In tudi tenka linija je med tem, kje pridemo do greenwashinga in kje v bistvu nekaj iskreno delamo. Res pa v to iskreno verjamemo, jaz zagotovo, bom rekel, moji sodelavci pa tudi. In seveda povedati vam moram, da je 70% Conventinga CO2 odtisa, včasih celo več, vezanega na transport udeležencev. To je zelo pomemben podatek, zato smo ogromno energije posvetili temu, ne. Lahko povem, da je recimo korona kriza pri tem veliko pomagala. Veste, mi smo si dogodek zamislili kot VIP dogodek, ne? Kar pomeni, da smo na začetku delali take neumnosti, da smo ljudi solo vozili iz letališč v Ljubljano za luksuznimi avtomobili, priznam. Ne? Potem smo uvedli GoOpti, ko je prišel na trg in smo se bali, kakšna bo reakcija in so udeleženci vse to lepo sprejeli. Lani nam je pa uspel prvič v zgodovini, ne? 30% udeležencev pripeljati v Ljubljano na trajnosten način. Vam se bo to zdelo veliko, ampak 14 let delamo projekt. V 14 letih smo 30% ljudi prepričali, da je trajnostni prevoz v redu. In kriza nam tukaj gre na roko, ne. Kar se tiče pa samega cateringa, ta znaša tam do 15%, odvisno kakšen program si vsako leto zastavimo in smo grozen samokritični. Če me zdaj vprašate, bom rekel, da nismo nič naredili, ne. Moram pa reči 2 stvari. Prva je, da je ta projekt partnerski, povezuje 18 partnerjev iz Ljubljane, s katerimi res tesno sodelujemo. Ta projekt ni rekel projekt, ki si ga kdorkoli lasti, ampak teh 18 partnerjev da dušo in srce za ta projekt. Med njimi so 3 catering ponudniki, ki jih res iskreno cenim in bom rekel, ki so dodali neko dodano vrednost, vsako leto dvigujejo prag. Imamo pa, bom rekel, izziv,
ki je vezan na to, da smo uporabljamo tudi monitoring, bom rekel, sistem kazalnikov, kjer imamo 3 nivoje v bistvu ukrepov. Eni so tisti, ki jih lahko sami naredimo, ne? Drugi so tisti, ki zahtevajo finančni vložek, tretji so pa tisti, ki rabimo res iskreno sodelovanje partnerjev, ne? In na nivoju 1 smo kar veliko naredili, ne? Bom rekel, skupaj s partnerji, na nivoju menija, na nivoju, bom rekel, prilagajanja, bom rekel, tudi upravljanje z odpadki, na nivoju, bom rekel, 2, kjer pa so finančni vložki, nas pa čaka še zelo veliko izzivov. Tako da smo, bom rekel, samokritični, sem pa ponosen in vesel, kadar mi ljudje sami rečejo, vi ste pa zelen dogodek, pa mi nikjer tega, kot sem rekel, ne kričimo, no. To mi je pa tako osebno zelo veliko pomeni. Hvala. Gospod Jezeršek, vaše družinsko podjetje ima več kot 35 let tradicije, je eno izmed vodilnih catering podjetij v Evropi. V lanskem letu ste pripravili novo trajnostno strategijo podjetja in to je do leta 2027, če se ne motim, vaš fokus pa je predvsem preprečevanje zavržene hrane. Na svetu kar tretjina predelane hrane konča v smeteh, morda še podatek za Slovenijo, vsako leto zavržemo 68 kg hrane na prebivalca. Vi pa znate pripraviti pogostitev brez zavržene hrane. Kako vam to uspe? No, tega še ne znamo v celoti, žal. Tako kot je Gorazd prej lepo rekel, kar ne meriš, what you can't measure, you can't manage, ne? In mi smo se tega projekta lotili na začetku, moram tudi jaz priznati, bolj marketinško kot ne. Se pravi, leta 2017 smo bili iniciator projekta Teden nezavržene hrane. Takrat smo v Slovenijo pripeljali Massima Botturo in tako naprej. In v sklopu tistega projekta smo izobraževali predvsem gospodinjstva, kako doma v domačem okolju završiti manj hrane. Potem na naše dogodke smo uvedli, mi jim rečemo nezavrečke, se pravi pač neke biorazgradljive bokse, v katere lahko udeleženci po koncu dogodka ostanke hrane pospravijo in odnesejo domov. In to je bil nek začetek. Potem smo pa vedno več se začeli o tem pogovarjati in ugotovili, da je nezavržena hrana tudi ogromen strošek. In potem smo začetek leta 2020, tik pred covidom, naredili eno tako projektno, en mesec dolg projekt merjenja, natančnega merjenja zavržene hrane na naših dogodkih. Se pravi, z vsakega dogodka smo hrano pripeljali nazaj in potem zelo sistemsko merili, koliko hrane recimo vržemo stran tiste, ki je ostala na krožnikih gostov oziroma na bifejskih mizah. Koliko hrane vržemo stran tiste, ki je ostala zavita v folijo, pa sploh ni prišla na mizo, zato ker je bilo hrane na dogodku preveč, ker je bil normativ prevelik. Začeli smo to segmentirati po različnih tipih hrane, se pravi, koliko neke jedi nam ostane in tako naprej. In v bistvu smo ugotovili, da je situacija kar katastrofalna. Okrog 20% hrane, ki jo kupimo, jo vržemo stran. V našem primeru je to nekje 500 000 na leto. In to so, bom rekel, skrb vzbujajoči podatki, pa ne samo z finančnega vidika, bom rekel, v vseh teh letih je tudi naša zavest trajnostna precej zrasla in res iskreno delamo na tem področju. In ja, kot ste rekli, lani smo v bistvu sprejeli novo trajnostno strategijo in v sklopu tega kar precej konkretnih ukrepov, ki so nekateri že izvedeni, nekateri pa so v fazi izvajanja. Se pravi, količine zavržene hrane ne bomo več merili projektno v nekem obdobju, ampak bomo to ves čas delali. Se pravi, mi vse, oziroma v tem trenutku še ne čisto vse, v kratkem bomo vse odpadke z vseh naših poslovnih enot in pa z vseh catering dogodkov preparali v našo, bom rekel, catering bazo, kjer bomo merili te odpadke in na podlagi teh podatkov naredili marsikaj. V veliki meri pa smo tudi ugotovili, kar se mi zdi pomembno sporočilo za danes, je, da na količino odpadkov nimamo mi sami vpliv. In ena od ključnih stvari, ki jo lahko čisto vsak od nas naredi, predvsem pa tudi organizatorji,
je težava. No? Zakaj vržemo veliko hrane stran? Zato, ker nam naročniki naročijo preveč hrane. Naročniki naročijo preveč hrane, zato ker ne vejo, koliko v resnici bo udeležencev prišlo na dogodek, in zato smo pa krivi tisti, ki smo na dogodek povabljeni. Koliko od vas se vedno res v roku prijavi na dogodek, koliko od vas nikoli, kljub temu, da se je prijavil na dogodek, bom rekel, potem pride na dogodek oziroma ne pride, koliko od vas se ne prijavi na dogodek, pa potem vseeno pride, pa je ta dogodek lahko ena konferenca velika, lahko je to ena rojstnodnevna zabava vaših prijateljev, ali pa konec koncev, koliko od vas, ki imate otroke, res vestno, ko otrok zboli, sporočite v šolo, odjavite šolsko prehrano. To je ključna točka v procesu, kako zmanjšati količino hrane na catering dogodkih. In tukaj moramo vsi veliko narediti. Mi date še malo časa? Potem pa organizatorji oziroma neka kultura v Sloveniji. V Sloveniji ne sme ničesar zmanjkati. In to sploh recimo na kakšnih porokah, kjer mame spečajo ogromno piškotov, pa ne vem česa vsega, je velik problem. In organizatorji moramo spremeniti to mentaliteto, nič ni hudega, če ene od jedi 2, 5 od 10 jedi na krožniku zmanjka, to ni nič hudega. Nihče ne bo lačen, tudi če mora jesti nekaj, kar mogoče ni mu 100% všeč. Tako da to je samo začetek, razvijamo pa mnogo drugih stvari, od tega, da bo en del hrane spakirano, kontrolirano atmosfero, da ga lahko vrnemo iz dogodka in ga uporabimo na naslednjem dogodku, do tega, da bomo zelo natančno normative delali, glede na, se pravi, nek kalkulator razvijamo, podprt, bom rekel, digitalno podprt, kjer bo organizator povedal, koliko udeležencev ima, kdaj so te udeleženci nazadnje jedli, a so to bolj moški, ženske, kjer je starosti. Na ta način bomo bistveno bolj lahko natančno normativ za dogodek razvili. Skratka, znanstvena obdelava podatkov, statistično spremljanje in pa uporaba novih tehnologij je zelo pomembna. Super, hvala. V resnici ste mi že kar odgovorili na eno podvprašanje s tem dodatkom, ravno ta velikost porcij me je nekako preseči miselnost, da mora vedno po dogodku mize ostati še polne, sploh na kakšnih porokah, rojstnih dnevih. Superca. Zdaj smo zaključili s prvim krogom, kjer smo nekako videli, da skupaj naši gosti odkljukajo vseh 7 principov. Seveda se bomo pa pogovarjali v naslednjem krogu, kako pa zdaj te principe seveda še razširiti. In začela bom pa tokrat z vami, gospod Čat. Namreč revija Kongres je zadnji mesec upravila anketo v industriji organizacije dogodkov in sicer ste analizirali področje trajnostnih pogostitev predvsem. Tako da povejte prosim, kakšen je bil izziv, par ključnih izsledkov, če vas je kaj posebej presenetilo ali pa prijetno ali pa negativno, saj presenetilo v katerokoli smer. Ja, prva stvar, ki me je presenetila, je, da je tokrat ni bilo odgovorov toliko kot običajno, torej procent izpolnjenih anket. Ogromno ljudi je pogledalo anketo in se je ustavilo, ko je začelo odgovarjati na vprašanja, kar pomeni, da se jim je ustavilo bodisi z vidika tega, da jim je zmanjkalo znanja ali pa stališča niso imeli oblikovanega do določenih vprašanj. Ponovadi je ta procent precej višji, bom rekel 40%, tleh bil pa 10%. Tako da smo prejeli 700 ljudi je anketo začeli izpolnjevati, 70 je pa izpolnilo anketo, tako da boste vedeli, kakšen vzorec je, to so pa dejansko predstavniki vseh segmentov industrije srečanj. Kar me je presenetilo je, in pričakoval sem, da je ta procent višji, da je 40% je prepričanih vprašanih, da z dogodki v bistvu vplivamo na klimatske spremembe, približno 52% pa, da dogodki vplivajo na klimatske spremembe. Jaz sem pričakoval, da bo ta procent seveda višji. Nažalost me je to presenetilo. To govori samo o tem, da moramo intenzivno delati na izobraževanju, na tem, kar danes počnemo, da nam očitno manjka znanja in informacij glede tega in mislim, da je današnji dogodek dokaz tega. Bilo je tudi zanimivo spremljati bolj v globino potem posamezne odgovore. Nekaj teh odgovorov imate tamle gor napisanih, bo pa to tudi objavljeno v roku enega tedna. Nismo hoteli prej tega objaviti, tako da si to
natančno pogledajte. Zanimiva je percepcija, kako organizatorji dogodkov gledamo ali pa gledajo na to, zakaj v bistvu bi delali trajnostne dogodke. Tukaj je bil, bom rekel, en vidik izpostavljen, da je to zdrava hrana, recimo. Bil je pa tudi dejansko izpostavljen na prvem mestu vidik, da gre za rekel, neko pozitivno odgovornost do okolja. Ne pa profit, pa neke stvari, ki smo jih podtaknili, da bi videli, kako ljudje na te stvari gledajo. Zanimiv je pa tudi podatek, da je vedno več povpraševanja po trajnostnih cateringih, vedno več in mene veseli, kar je Martin povedal, da tako resno in strokovno pristopate k temu, ker naročniki bojo zahtevali to, kar je Martin povedal, ne bojo kupili, bom rekel, mačka v žaklju, kupili bojo resno storitev, ki bo izmerjena in tako naprej. Skratka, toliko na kratko, rezultati bodo objavljeni, tam si lahko nekaj prvih preliminarnih stvari pogledate na panojih, zelo zanimiva analiza. Čaka nas še zelo veliko dela, tako bom rekel. Hvala, bomo objavili tudi na spletnih straneh, da bo prosto dostopno. Ravno to, kar ste omenjali, mnogo ponudnikov pogostitev hrane pravi mnogokrat, da ja, pa sej ni povpraševanja za to, potem na drugi strani pa naročniki pravijo, ja, pa sej ni takih ponudnikov, ki bi ponujali podnebju prijaznejšo hrano. Na nek način je to kura jajce situacija, ampak nekdo mora začeti in ta krog presekati. Gospod Jezeršek, vaše gostinstvo ponuja tudi protokolarni catering in če lahko mogoče malo poveste, kakšni so trendi na tem področju, mogoče tudi iz drugih držav, je že kakšna država uskladila svoj protokolarni catering s tem, kar nam veleva podnebna znanost in to tudi obelodanila, da o tem govori. In namreč, zakaj to sprašujem, ker javna prava naj bi delovala kot zgled, kar pomeni, da tudi protokolarni dogodki naj bi bili zgled, ki bi sledili tudi politikam, ki jih naj bi država zasledovala. Malo je bilo vezano to tudi tisto vprašanje v prvem krogu za gosta iz Švedske. Ja, zdaj, vsekakor, če govorim najprej o zgledu, so zgled lahko skandinavske države. Mi, bom rekel, začenjamo v sklopu Evropskega simpozija hrane, katerega organizator smo, začenjamo sodelovanje z znanstvenico z tega področja, Afton Halloran, ki je prvo leto bila tudi govorka in bo v bistvu pristopila k projektu, sicer je ona Kanadčanka, ki živi na Danskem, in prinesla ta know-how skandinavskih držav, kjer je ta osveščenost izjemno visoka. Naprimer, skandinavske države so ustvarile skupen meddržavni konzorcij, ki dela na področju tako imenovane Nordic Diet, kjer v bistvu promovirajo predvsem trajnostne prehranske navade, pa tudi zdravje primerne in tako naprej. No, žal pa, to lahko rečem za Slovenijo, smo daleč od tega, predvsem kar se tiče protokolarnih dogodkov. Zdaj imam dilemo, ali izpostaviti konkretne primere ali ne. Predvsem je največja težava ne samo protokolarnih dogodkov, ampak bom rekel javnih naročil nasploh, da je cena še vedno izrazito pomembnejša od, ne bom zdaj rekel kvalitete, ker kvaliteta je stvar percepcije, predvsem od trajnostnih, bom rekel, zahtev. Bom rekel, država daje velike denarje v subvencije, v projekte na tem področju, hkrati pa ne pomede pred svojim pragom, pa sem se odločil, da bom vseeno izpostavil, naprimer projekt Expo, kjer je država se, bom rekel, hvalila kot zelena država. Slučajno spremljam njihov Instagram profil in sem opazil, da so stregli slovenski zajtrk. Vse super do zdaj, ampak ta zajtrk je bil postrežen v najcenejši in najbolj okolju neprijazni embalaži za enkratno uporabo. To pač dokazuje, da enostavno osveščenost pri organizatorjih,
bom rekel, protokolarnih dogodkov ni dovolj visoka in pa država ni dosti resno še pristopila k tej problematiki. Še vedno je cena glavna stvar in dejstvo je, da pač embalaža tista je cenejša kot neka druga. Dejstvo je, da je bom rekel, lokalno pridelana hrana dražja od neke masovne pridelane hrane, ki je daleč stran od nas. In ja, to je velik problem. Hvala lepa za ta vaš uvid. Zdaj pa gremo še malo na visoko kulinariko. Namreč veliko beremo v zadnjem času, da gre visoka kulinarika v smer vedno več zelenjave in vedno manj mesa na krožniku. Pred 4 leti je na primer kuharski šef René Redzepi napovedal, da bodo poleti v njegovi restavraciji Noma v Kebenhavnu, se pravi eni najboljših restavracij na svetu, ponujali le brezmesni meni. Pa na primer to zimo smo veliko brali o 100 dni trajajoči pop-up restavraciji v Parizu, to se pravi velikih imen svetovne gastronomije, Ducasa in Adrije, njun celoten meni je bil brez mesa. Gospod Zupan, vi ste znani, da v svojih jedeh pogosto mešate slovensko tradicijo z mednarodno kuhinjo, torej da nekako klasičnim sestavinam dodate drugačno preobleko in nekako na ta način dokazujete, da se marsikaj da, torej da je mogoče moč najti in ideje kar v naši tradiciji. Namreč tukaj je pa zdaj moje vprašanje, ali ti trendi, o katerih sem govorila o visoki kulinariki, prepoznavajo ponovno relevantnost prehranskih navad iz preteklih časov, ko so na mizah kraljevale bolj sezonske, bolj lokalne jedi in ko je bilo meso na mizi zgolj v posebnih priložnostih. Ja, absolutno to drži. Mi smo, zdaj govorim, ne vem, za obdobje 10, 15, 20 let nazaj v eni točki se mi zdi malo izgubili ta kompas zaradi tega, ker je, mislim, da je pač človek naravnan, naša družba je tako naravnana, da smo kar malo tako požrešni, bi rekel, sploh v tem obdobju, ki je vsega v izobilju oziroma še preveč. Tukaj se gre čisto za en tak dosti osnoven koncept. Mi ponujamo pač sploh v tipu restauracije, kot je atelje, naprimer, se ne gre za samo nek obrok, ampak se gre za nek experience, neko doživetje. Streže se degustacijske menije, to pač pomeni, da človek pride probavati različne male jedi in proba čim več stvari in vse skupaj na koncu pa je en precej velik obrok, ki pa mora tudi biti uravnotežen konec koncev. In ta izkušnja sploh v bistvu ni prijetna, če je sam meni zasičen z mesom ali pa samo z ribam ali pa konec koncev tudi samo zelenjavo. Mi gledamo nekako na to, da je to vse skupaj uravnotežen. 70% absolutno prevladuje zelenjava pa pač živila rastlinskega izvora. Je pa vmes kakšna jed tudi mesna, pa je vmes tudi kakšna jed ribja. Zato, da je na koncu, se pravim, cela izkušnja uravnotežena in čim bolj prijetna. Se pa učimo iz te, bi rekel, tradicije tudi iz tega vidika, ko smo že na začetku govorili, da se včasih predvsem manj mesa jedel na splošno. Jedel se je čim bolj kvalitetno in uravnoteženo rastlinsko prehrano, sem pa kaj pa tudi malo mesa, pa še ta meso, ki je, moram tudi poudariti, zelo, zelo pomemben, da je res najvišje kvalitete, da je tudi tukaj neka sledljivost, da se ne zadovoljimo kar z vsem, takoj. Tako da tudi tukaj je zelo pomemben, da tisto, kar strežemo, da v bistvu vemo, od kje prihajajo, da vemo, kako so bile živali vzrejene, da je kvaliteten, da so kvalitetna krmila in podobno. Pa imamo pa kle še fermentacije, vlaganja, se pravi takrat, ko je sezona določene zelenjave, ki je vsega v izobilju, da mi v bistvu, da se to ne, če pridelamo preveč, da se to ne zavrže, ampak da se na nek način pripravi tudi za porabo v mesecih, ko ni sezona. Recimo jaz iz izkušenj lahko povem, da januar, februar, marc za nas kuharje so v bistvu meseci, ki nam prinese ogromno enega izziva, sploh če se hočemo držati tega načela, da kuhamo pač sezonsko.
sploh v marcu, recimo, če pogledate kjerkoli koledar, živil ni nič v sezoni, prav nič. In takrat je fajn imeti zadeve v shrambi pripravljene, da lahko uporabljamo pač takrat, tako da to je tudi v bistvu zelo priročno za nas. No. Hvala. Gospod Rojnik, vi ste se odločili, da boste ponujali in razvijali inovativna visoko kakovostna rastlinska živila, ampak poudarjate, da ne nagovarjate veganov. Zakaj je vam to pomembno, da to poudarjate? In ali to, da jih ne nagovarjate, primarno na nek način vidite kot vašo konkurenčno prednost? Zagotovo ne komuniciramo nikjer, da so naši izdelki veganski, preprosto, ker ciljamo praktično na vse. Pač vsak mislim, da je lahko uporabnik naših izdelkov. Imamo tudi kuharje, ki uporabljajo naše izdelke v mesnih jedeh kot priloge ali pa mogoče kot glavno komponento. Mislim, da je tudi veganska beseda oziroma kot nek standard, okoljski standard oziroma standard zdravja izgubil pomen. Jaz mislim, da je predvsem problem v certificiranju in v strokovnjakih, ki stojijo za tem certifikatom, ker vegansko ne zagotavlja, da je okolju prijazno, vegansko ne zagotavlja, da je zdravju prijazno, vegansko ne pomeni niti, da je lokalno ali kaj podobnega. Ne. Na koncu dneva še tista jagnetina, ki smo imeli mi včasih, mislim, da je bila bolj trajnostna od avokada, ki ga dobimo iz Mehike. Čisto preprosto, ker smo že sam z drobnico, ki smo imeli, rotirali na pašnikih in že to je več CO2 absorbiralo, kot pa ga recimo avokado izpusti na svoji poti. Tako da tu smo se res striktno usmerili v lokalne regionalne sestavine, ne uporabljamo nobenih kokosovih olj in ostalih eksotičnih surovin, raziskujemo zdaj, kaj ta regija ponuja. Je pa v bistvu problematika tudi ta, ki jo Jork izpostavil, se pravi ta poljedelska kultura, ki je dejansko v Sloveniji izumira. Mogoče tega ne opazimo, ampak če odpremo dobro oči in se sprehodimo po Sloveniji, vidimo dejansko velike nasade krmne koruze, ki definitivno ni za človeške trebuščke namenjena. Tako da jaz upam, da se bo tu politika Ministrstva za kmetijstvo spremenila, ker gre večina subvencij, govorimo o 80-90%, na stran mesne predelave. Jaz sem sam to izkusil kot mlad prevzemnik kmetije, ko smo šli iz v bistvu živinorejske kmetije v smeri regenerativnega kmetijstva, bolj poljedelskega, ko so mi preračunavali svetovalci subvencije, ki naj bi jih dobili, so praktično ničelne. Tako da normalno, da kmet ne bo sadil zelenjave, če nima nobene motivacije, niti trga. Še takrat v času pandemije, ko so klicali naj sedijo solato, so jo pridelali, potem pa na koncu te solate niso imeli kam prodati. Drug del, ki ga pa vidimo definitivno je ta, da se premalo ukvarjamo z predelavo rastlinskih surovin, premalo potencijala vidimo. V bistvu ta plant-based market raste in bo eksponentno rastel, tako kot je pred nami elektrifikacija družbe in prometa, tako je pred nami tudi transformacija prehranskega sistema. In mislim, da tu precej zaostajamo. No, na srečo pa kar nekaj projektov v Sloveniji že, ki uspešno orejo ledino in upam, da se bo temu tudi sledilo. No. Ja. Če smem tukaj se malo še vključiti. Prej je bilo že izrečeno, da je hrana oziroma veganstvo postalo neka nova religija. In jaz to vidim kot problematično. Religije v preteklosti nikoli niso k razvoju pripomogle prav dosti in na tem prehranskem področju se mi zdi, da delamo precej napak tudi v smeri pretirane promocije nekaterih stvari oziroma nekega fake newsa. Ne. Recimo bom dal primere gensko spremenjene hrane. Če vas vprašam, je gensko spremenjena hrana fajn, boste vsi dvignili roko, da ni fajn. Ampak tukaj je, bom rekel, prišlo do zavajanja javnosti zaradi nekih primerov, ki so bili izrabljeni v škodljive smeri. Z gensko spremenjeno hrano lahko pridelamo več hrane z manj, bom rekel, pesticidi in tako naprej, če jo znamo pravilno uporabljati v prave namere. In podobno je z veganstvom. Pretirana promocija veganstva ni nujno dobra, ker se bom rekel, s tem promovira tudi avokado vsak dan na krožniku. In tukaj jaz pogrešam neko novo strujo,
ki ni, bom rekel, ki ni kot neka nova vera, ampak je bolj kot neko razsvetljenstvo na prehranskem področju in temelji predvsem na zdravi pameti in pa znanosti. Jaz temu rečem common sensitarian diet, ne. To bi moglo biti tisto, k čemur sledimo, in dejansko gledati na to, da je hrana dobra za telo, dobra za planet, da je dobra tudi za naše mentalno zdravje, in tako naprej, ne. Ja, saj na nek način ves čas prepletamo zdravstveni, okoljski, podnebni vidik. A ste vi hoteli še k temu kaj dodati, zdaj glede na izrečeno? Ja, jaz se strinjam z Martinom. Ene stvari so šle mogoče malo predaleč in ljudje hodijo in se prehranjujejo s procesirano vegansko hrano in mislijo, da s tem delajo dobro. Se moramo pa tudi zavedati, kaj smo naredili v zadnjih 1000 letih, kar se tiče živinorestva in koliko nasilja je bilo tu ustvarjenega nad živalmi, tako da tudi moramo na drugi strani razumeti vegansko sfero, da je tu pač bilo ogromno ene prelite krvi. Jaz sem pač tudi bil priča zakolom in mi ni prijetno in mislim, da bi pač mogel vsak biti s tem soočen, preden v bistvu zaužije meso. Kar se pa tiče samega zdravja, je pa treba definitivno tu uravnotežiti, kot so že rekli, iskati vire, če se že prehranjuje z mesom, da to res lokalno, s tem, ko bo dražje, boš tega tudi manj jedel in se bo to naravno potem zbalansirala dieta, ne. Ja, tukaj ste zdaj dodali še etični vidik, pa verjetno je še kakšen okrog hrane, se res veliko stvari prepleta. Preden zaključimo z vašimi zadnjimi mislimi, ki naj bojo prosim malo krajše, bi pa še en segment v vaše zaključne misli prosim unesla. Namreč danes se pogovarjamo, smo se več ali manj pogovarjali o ponudbi hrane na splošno, ampak vendarle je fokus današnjega dogodka catering na dogodkih. Se pravi, pogostitve na dogodkih, ker dogodki so odličen komunikacijski kanal, ne, tam vsi od naročnika, od organizatorja, cele ekipe organizatorja do dobaviteljev, po celotni verigi navzdol in jasno udeležencev na nek način pridejo v stik s trajnostnimi praksami in potem prenesejo v lastno delovanje. Zato so tako lep komunikacijski kanal. Tako da, kako pomembna je za vas promocija tega, kar počnete? Namreč vsi ste že mestoma omenjali in obenem s tem tudi izobražujete. Zdaj, gospod Čat, s Konvento seveda vi ves čas spodbujate, izobražujete in zelo resno jemljete to vašo nalogo. Če lahko v to smer vašo zaključno misel slišimo. Ja, to poteka na 3 nivojih. Najmanj bom rekel, na enem nivoju gre za osveščanje, recimo letos smo ciljne skupine nagovorili, res bi rekel, s prijaznimi nagovori in ogromno energijo v to vlagamo, kaj lahko naredijo na zabaven način, kot so kolegi iz Göteborga povedali, za zmanjšanje svojega ogljičnega odtisa. To so partnerji, to so razstavljavci, to so vabljeni gosti, ki prihajajo, ne. Drugi nivo je, bom rekel, izobraževanje, ne, ki smo ga izpeljali recimo decembra z vami in pa še ga bomo, pa danes delamo izobraževanje. Tretji nivo je pa usposabljanje, ta je pa najtežji. Mi se moramo usposobiti za to, kar smo danes tukaj govorili, ne. Moramo biti usposobljeni organizatorji dogodkov, ne, in tukaj nam pa manjka. Tle me pa najbolj skrbi, tle nas pa čaka še cela revolucija, po mojem mnenju. In na tem področju bomo ogromno energije vlagali v prihodnosti. Predvsem bi pa opozoril na to, vse, kar delamo, mora biti odprtokodno. Jaz v to strogo verjamem. Mi vse stvari, ki smo jih naredili, ne dajemo na prvo stran, se s tem ne hvalimo, ampak vse na voljo komorkoli, ki pride k nam vprašati, ne. Tako kot ste vi nam odstopili, bom rekel, vašo matriko, mi zdaj odstopamo kolegom po celem svetu. Kdorkoli jo lahko vzame dol, si jo prebere, skopira in jaz sem najbolj srečen, ko se to zgodi, ker vem, da če sem 2 ali pa 3 okužil, sem nekaj krasnega naredil. Je pa to dolga pot, 14 let, še enkrat poudarjam, to delamo in ne morem se vam pohvaliti, da smo zdaj, ne vem, celo revolucijo naredili, ker jo nismo. Delamo majhne korake, korak za korakom in tako to teče. Ja. Hvala. Gospod Rojnik, se lahko strinjate s tezo, da podnebju prijaznejša ponudba hrane danes ni nekaj težko izvedljivega? Mislim, 15 let nazaj se je marsikomu vse to zdelo znanstvena fantastika, o čemer se pogovarjamo. Danes pa ni tako. Torej, kaj je mogoče tista najpomembnejša stvar, ki se je spremenila od takrat? Zagotovo ponudba. V zadnjih 15 letih vidimo že sam na policah zelo široko ponudbo izdelkov in mislim, da bo v prihodnosti tega skozi več. Mislim, da so tudi industrija in pridelovalci in dejansko cela pot od vil do vilic zaveda, da je treba nekaj narediti glede teh klimatskih katastrof in ekonomskih.
Tudi kriza z Ukrajino in obdobje pandemije nam je pokazalo, koliko smo ranljivi. In tukaj je treba strniti krog, ga zmanjšati in čim več sodelovati z lokalnimi partnerji, tako kot je York recimo ustvaril ta vrt. Mislim, da so to prave zgodbe. Vem, da je to pri restauracijah težje, ampak tudi mi smo si mogli malo odpreti ta radij, se pravi, smo se povezali tudi z sosednjimi državami in Bližnjim Balkanom. Zdaj se pa zelo trudimo v bistvu vzpostaviti te kratke odporne dobavne verige z slovenskimi pridelavci in se nam zdaj v enem letu že kar 5 projektov obeta, kjer bomo zgradili to zaupanje. Seveda je malo lažje, ker imamo malo večji trg za izdelke, kot recimo pri restauraciji, ampak glih tu vidim neko možnost povezovanja recimo cateringov, različnih organizacij in potem nekako strateško se pogovarjati z večjimi pridelovalci in planirati v bistvu te pridelke vnaprej, ali se gre tu zdaj za zelenjavo, ali se gre za meso, vseeno važno je samo, da probamo čim več sodelovati z lokalnimi kmetije oziroma z bližnjo okolico. Da se čim bolj zapolni ta veriga, ne, vsi delčki v verigi. Tudi lahko rečem, zdaj v času, ko vsi višajo cene, mi dejansko s tem problemom nijamo, razen pri olju se je malo pokazalo, ampak naši izdelki slonijo na zelo direktnih odnosih s pridelovalci in tu večjih višanj ni. Nek procent se je zvišalo zaradi same nafte, ampak ne delamo izdelkov iz pšenice, tudi iz olja iz Ukrajine, ne, in že zdaj se nam ta nekako model obrestuje. Gospod Jezeršek, omenjali ste že vaš Evropski simpozij hrane, torej pod sloganom Hrana za boljši jutri, omenjali ste tudi vaš teden, ki je bil primarno komunikacijska dejavnost, ampak vendarle komuniciranje je na nek način tudi izobraževanje in ozaveščanje. Ali vidite v bistvu v tej celoti vašo ozaveščevalno in izobraževalno vlogo tudi zelo močno? Ja, vsekakor. Evropski simpozij hrane je zelo resen in zelo iskren projekt, ki ima, bom rekel, velike cilje, veliko poslanstvo, ki pa še iz leta v leto raste. Omenil sem že, da ocenjujemo, da je bil Evropski simpozij hrane v preteklosti preveč kulinarično-gastronomski dogodek, pa se je premalo dotikal tudi ostalih področji prehranske verige in zato bomo že letos z dodatno kuratorko Afton Halloran bom rekel, bistveno bolj vključili področje trajnostnih prehranskih sistemov. Skratka, korak za korakom želimo delati velike spremembe, z majhnimi koraki velike spremembe, tako znotraj teh dogodkov, ki jih organiziramo, kot čisto znotraj naših procesov. Je pa dejstvo, da v poslu, pa ne samo v poslu, tudi v življenju je treba sprejemati nekatere kompromise. En tak primer bom dal, ker vem, da mi je bil že očitan v preteklosti, recimo sponzor Evropskega simpozija hrane je Aquapana San Pellegrino, se pravi tuj proizvajalec oziroma trgovec za ustekleničeno vodo. To je bila težka odločitev za nas ga sprejeti, ampak po drugi strani smo s tem dobili preko njih dostop do Fine Dining Lovers medija, ki pa je največji medij na področju kulinarike na svetu in včasih je treba sprejeti nekatere kompromise za to, da lahko osveščaš, da lahko bom rekel, narediti korak nazaj, da lahko narediš potem 2 ali 3 naprej. Hvala in še za zaključek, gospod Zupan, ali vašim gostom morda v vaših obeh restauracijah, ali poveste, da prihaja zelenjava iz vašega ekološkega vrtička, ali oni to vejo in ali jim to spodbudi razmislek o tem, zakaj je to pravzaprav boljše? Definitivno to povem, pardon. Samo še pod vprašanje, ali jih morda celo povabite, da si ga pridejo ogledati, ne nazadnje ni daleč stran od vaše restauracije. Ja, vse to je res, definitivno, mi to povemo, to je tudi, tako bom rekel, zelo mi je bilo všeč danes, da je vsak od mojih sogovorcev tudi iskreno v eni točki povedal, da je se pač naredila kdaj kakšna napaka pri temu, pač, ker so probali biti trajnostni, noben se zjutraj ne zbudi, pa točno ve, kva mora narediti na tej poti, da postane čim bolj odgovoren in trajnosten, tako da vsi se
vsi se učimo v bistvu, in tako, kot je Gorazd rekel, ne, dolga pot pa mali koraki. Ne. In tudi moram priznati, da je malenkost ta segment neke zgodbe, ki jo lahko potem gostu tudi na nek način prodaš, ne, je to tudi eden od razlogov. Ne. Mogoče ni najbolj, bi rekel, mogoče na nek način majčkan sebičen oziroma bolj naravnan temu, da se pač zgodbo proda, ne. Ampak pol v eni točki vidiš, da pač tisto, kar delaš, da ima nek smisel, pa da dejansko si iskren do tega, kljub temu, da je pač v ozadju tudi ta neka agenda, da lahko pol to gostu predstaviš, da je to pač, ne, farm to table hrana, da je ekološko, da je cela ta zgodba. Smo pa tudi prišli do te točke, da dejansko vodimo goste na sam vrt, delamo tam dogodke. Izvedeli smo poletno šolo tudi z fakulteto za oblikovanje in arhitekturo. Pa tudi v prihodnosti je ideja in plan v bistvu delati še več na tej sami zgodbi vrta, izobraževanja, ker tudi te pristopi, ki jih imamo, kar se tiče vrtnarjenja, so drugačni od klasičnih, ki jih ljudje poznajo. Tako da je tudi to nam nekak cilj izobraževati ljudi tudi v tej smeri. Tako da ja, bomo pa še več o tem povedali kmalu. Hvala. Hvala vam in še za vse tiste, ki prihajajo za vami na izobraževanje mladih. Vem, da marsikdo od vas dela tudi z mladimi, tega se nismo še niti dotaknili. Kot se še žal mnogih stvari nismo, ampak čas nas priganja. V tem trenutku bi dala možnost kakšnega vprašanja vam. Lahko dvignete roko, boste dobili mikrofon in pa če je za koga od naših gostov posebej namenjeno, seveda prosim povejte tudi za koga in ob začetku vprašanja se še prosim predstavite. Ja, še enkrat, Lidija iz agencije Niša. Torej, vse danes je bilo zelo, zelo zanimivo in zelo, zelo spodbudno. Bi pa mogoče imela samo eno opazko, da v bistvu s temi termini domače, lokalno ali pa vegansko operiramo v tem smislu, da se potem to nujno razume, da je tudi zdravo. Da bi mogoče mogli iti en korak naprej. Recimo jaz nisem vedela, da imate vi ekološki vrt in zdaj bom rajše k vam prihajala. V bistvu kot potrošniki smo nekako že kar dosti informirani tudi o tem, kakšna je razlika med ekološkim pa domačim pa lokalnim. V gostinstvu je verjetno težje sestaviti cel ekološki meni, to bo vedel gospod Jezeršek, pa tudi vi verjetno, ne? Cateringu pa verjetno še toliko težje, ne. Ampak recimo, če je moj lokalni kmet, lokalni prvi kmet posadil gensko spremenjeno seme in ga potem obilno zalival s pesticidi, pač lokalno pa domače ne bo moja izbira, no. Tako, to mogoče bi šli sam še korak naprej pa govorili o ekološkem. Moram reči tudi to, da so spodbude in da smo mi lani kot agencija recimo bili izbrani z strani Ministrstva za kmetijstvo za izvedbo 5 dogodkov lokalnih, kjer je v bistvu smo spodbujali sodelovanje gostincev z lokalnimi dobavitelji, z domačimi, kljub temu, da je bila ta covidna kriza in da dogodkov praktično ni bilo, da so bili to edini, ki smo jih lani izvedli in v manjšem obsegu. Med gostinci je to prepričanje že zelo, zelo razširjeno, ampak mogoče ekološko pa je sama kot ekološka potrošnica v gostinstvu še zelo težko pridem do enega ekološko sestavljenega menija, ki bi imel popolno sledljivost. No, hvala lepa. Ja, jaz se absolutno strinjam s tem. Sama sledljivost, kar se tiče predelave zelenjave, ekološko in to je tudi pač zelo, bi rekel, na nekem prav visokem nivoju, no. Tudi to sem samo opazil, ker sem veliko delal, pač se pravim, s kmeti v okolici, na ljubljanski tržnici že nebuloze, ki se dogajajo z, ne vem, briškimi češnjami, ki so vsak let, ne, pa vemo, kakšne so pozebe, pa da v Brdih dejansko češenj ni bilo, ne, na ljubljanski tržnici so pa kar konstantno, ne. Pa to, da se že zdaj šparglji prodajajo že en mesec nazaj in tako, mislim, odkje vse to pride,
Kako je ta zelenjava predelana, pa kako se pol prodaja na koncu, je drugo vprašanje. Ne. Absolutno je pa to velik izziv za nas, da bi pa prav cel meni zelo pripravili ekološko. Glih zaradi tega, iz tega vidika, ne, pri mesu pa pri ribah, pa pri vseh teh zadevah so nekako ti sistemi že zelo vzpostavljeni, kar se tiče sledljivosti in se lahko vse preveri, pri zelenjavi pa nažalost še ne, no, tako da upamo pa, da bo v prihodnosti. No. Iz tega vidika je to za nas tudi ta naš vrt pa vse skupaj veliko bolj priročen, ker dejansko res vemo, kaj predelamo, kako predelamo, kdaj. Je pa tudi tukaj ogromno enega planiranja že vnaprej, kaj se bo stregalo, kdaj se bo stregalo, kakšne bojo količine, koliko bomo sposobni predelati, koliko nam bo ostalo. Tako, kot sem rekel, ne, vsak dan se učimo, delamo tudi napake, absolutno, ampak baby steps, ne, pač. Važno je samo, da se premikamo nekam. Hvala. Je še kakšno zadnje vprašanje? Če pa ni, pa se lepo zahvaljujem mojim gostom. Gospod Rojnik je mogel šibati na eno podelitev, se je opravičil naprej. Tako, hvala še enkrat. Zdaj pa Marjeta, kaj sledi? Sledi odmor, ki je seveda v duhu podnebju prijaznejše pogostitve, se pravi pravična kava in čaj, prigrizek pa je ekološki, rastlinski in lokalni. In hrane je toliko, da odpadkov naj ne bi bilo. Malo spreminjamo slovensko miselnost, da morajo ostati polne mize. Odmor bo zdaj dobrih 20 minut, tako da 20 do 12 nadaljujemo z delavniškim delom in ste zelo dobrodošli, da slišimo še vaše ideje, kako pospešiti razmah podnebju prijaznejših pogostitev tukaj v Sloveniji in skupaj narediti en korak naprej. Tako da se vidimo 20 do 12.